Dragi vsi, ki ste se nam pridružili, dobrodošli na že 7. obeležitvi Slovenskega dneva možganov. Sem Ajda Centa, koordinatorica programa Zdrav duh v zdravi glavi in bom povezovala program obeležitve. Ob izteku današnjega dolgega programa bomo poskusili biti kar se da jedrnati. Z besedami, slikami, kretnjami vas bomo popeljali skozi zgodovino in cilje obeleževanja Slovenskega dneva možganov, delili sveže podatke o tem, kako slovenska javnost skrbi za lastne možgane in vas povabili k ogledu pantomime. Obeležitev smo v duhu tedna možganov, ki je letos posvečen jeziku in sporazumevanju, želeli približati tudi vsem, ki se zaradi težav s sluhom in vidom mnogih naših prireditev niso mogli udeležiti. Za tolmačenje v slovenski znakovni jezik smo prosili gospo Majo Kuzmo-Ganič in gospo Marijeto Bizant. Za slepe in slabovidne pa smo v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih povzetek raziskave posneli tudi v zvočni zapis, ki smo ga dali na Synapsin YouTube kanal in natisnili vabilo do njega v brajici. Program bomo zaključili s kratko pantomimo v izvedbi Nejca Drekonje in Lade Orešnik, ki je točko tudi režirala za Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana v sklopu kulturne sekcije Vita Zupančič. Za začetek pred mikrofon vabim predsednika Synapse, profesorja doktorja Borisa Roglja. Najlepša hvala. Spoštovane in spoštovani, dragi gostje in vsi, ki ste se nam pridružili na kratki obeležitvi Slovenskega dneva možganov, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da najprej spregovorim nekaj besed o zgodovini obeleževanja Slovenskega dneva možganov. Po prvem desetletju dela v Synapsi smo v okviru mednarodnih prizadevanj in z uporabo skupne metodologije leta 2013 objavili analizo bremena, ki ga motnje in bolezni možganov predstavljajo za slovensko družbo. Tedaj smo skupne stroške možganskih bolezni v Sloveniji za leto 2010 ocenili na 7% bruto domačega proizvoda. Največji delež so predstavljali neposredni zdravstveni stroški, nekaj čez 42%. Neposredni zdravstveni stroški za možganske bolezni so znašali 32% vseh neposrednih zdravstvenih stroškov v Sloveniji, ob čemer je 18% vseh prodanih zdravil v letu 2010 se uporabilo za zdravljenje možganskih bolezni in motenj. Na podlagi teh informacij smo pod okriljem Synapse in v tesnem sodelovanju s Slovenskim svetom za možgane sprožili zagovorniško akcijo za možgane, ki si je zastavila več konkretnih ciljev za spodbujanje izobraževanja in raziskovanja v nevroznanosti ter učinkovitejše prevajanje zdravstvenih spoznanj v uporabno klinično prakso. Napisali smo manifest za možgane in v kratkem času zbrali dovolj podpisov v podporo manifestu, da je vlada Slovenije leta 2015 sklenila, da razglasi sredo v 3. tednu marca za nacionalni dan možganov. Slovenski dan možganov smo prvič obeležili 16. marca 2016. S tem smo naredili majhen simbolni korak dalje od promocije nevroznanosti. Naš namen pri razglasitvi in obeleževanju Slovenskega dneva možganov je bil, da na temelju uradne opredelitve možganov za nacionalno prioriteto izrabimo odločevalsko podporo v
v prid nevroznanosti, izobraževanju, boljši skrbi za zdravje možganov, učinkovitejši zgodnji prepoznavi in zdravljenju bolnikov z boleznimi živčevja, destigmatizaciji in rehabilitaciji bolnikov ter za ustreznejšo dolgotrajno oskrbo in podporo svojcem in skrbnikom. Pri tem bi rad posebej izpostavil sodelovanje z društvi bolnikov in skrbnikov. Brez njihove aktivne podpore Slovenskega dneva možganov ne bi bilo. Znanost je v zadnjih letih postregla z izjemnimi preboji na področju raziskovanja živčevja in celo razvoja novih diagnostičnih postopkov in zdravljenja. Primeri, ki so znani najširši javnosti, so zdravila za redke bolezni, kot je spinalna mišična atrofija ali nedavne novosti v upočasnjevanju Alzheimerjeve demence. Ti preboji so dragoceni izkaz napredka v nevroznanosti. A tudi nevroznanstveniki sami priznamo, da znanost in medicina v spopadanju z izzivi motenj v delovanju možganov še daleč nista kos pogostnosti in obsegu teh motenj. Obenem pa ne moremo mimo spoznanja o kopičenju znanstvenih izsledkov o tem, kako lahko z življenjskimi izbirami in ustrajanju pri dobrih navadah okrepimo zdravje in odpravljamo velik del dejavnikov, ki na dolgi rok vodijo v bolezen možganov. Zato smo se v Sinapsi pridružili prizadevanjem za izboljšanje vseživljenjske skrbi za zdravje možganov in preprečevanja motenj v njihovem delovanju. Svetovna zdravstvena organizacija je pred letom dni sprejela globalni akcijski načrt, ki izpostavlja zdravje možganov kot civilizacijsko prioriteto. Z namenom izboljšanja zdravja možganov za vse, globalni akcijski načrt Svetovne zdravstvene organizacije lastnem sekretarijatu, državam članicam in relevantnim ustanovam po vsem svetu nalaga konkretne ukrepe, s katerim naj bi v naslednjem desetletju izboljšali skrb za zdravje. V Sinapsi smo oblikovali program Zdrav duh v zdravi glavi, ki ga od leta 2020 sofinancira Ministrstvo za zdravje. S tem programom bi radi javnosti neposredno olajšali izrabo znanstvenih spoznanj v skrbi za zdravje. Del tega programa je tudi sistematično zbiranje informacij o znanju in aktivnosti slovenske javnosti v prid zdravju, o čemer bo spregovorila asistentka Lana Blinc. Spoštovane in spoštovani, najlepša hvala, da ste se nam pridružili, da vsi skupaj z vsemi našimi možgani pogledamo, kje smo in kam gremo, za možgane in za zdrav duh v zdravi glavi. Hvala. Spoštovani, lepo pozdravljeni še z moje strani in hvala, da ste nocoj z nami. Profesor Rogl je ravnokar povzel zgodovino in namen Dneva možganov. Moja naloga pa je, da vam na kratko predstavim prve podatke iz raziskave slovenskega javnega mnenja 2022/2, ki smo jo v ekipi programa Zdrav duh v zdravi glavi med oktobrom lani in januarjem letos izvedli v sodelovanju s Centrom za raziskave javnega mnenja in množične komunikacije Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Vse, kar bom povedala nocoj in še več, je zbrano v brošuri Zdravje možganov, zato vas prijazno vabim, da pred odhodom ne pozabite na svoj izvod. Ukolikor pa branje zaradi slabovidnosti ali slepote za vas ne pride v poštev, smo, kot smo vam že povedali,
pripravili tudi kratek zapis v brajici s QR kodo, ki vodi do zvočnega posnetka brošure na našem YouTube kanalu. Z raziskavo smo želeli preveriti trenutno zanimanje slovenske javnosti za možgane v zdravju in bolezni in njihovo razumevanje pojma zdravje možganov. Preverjali smo tudi ozaveščenost o različnih vidikih skrbi za zdravje možganov ter doslednost pri izvajanju tovrstnih ukrepov. Če niste prepričani, kaj pravzaprav pomeni besedna zveza zdravje možganov, niste edini. Gre za izraz, ki še nima splošno uveljavljene opredelitve, Svetovna zdravstvena organizacija pa ga opredeljuje kot pogoj za slehernikovo uresničitev lastnih sposobnosti ter optimalno kognitivno, čustveno, psihično in vedenjsko spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. Vprašanja in odgovori, predstavljeni v nadaljevanju, so, kot sem omenila, del obsežnega vprašalnika raziskave slovenskega javnega mnenja 2022/2, ki je skupno 2500 polnoletnih državljanov oziroma prebivalcev Slovenije dosegel prek spleta in navadne pošte. Anketo je v celoti izpolnilo 1041 prejemnikov. Če ste bili slučajno med njimi, najlepša hvala. Med odzivniki je bilo malo več kot polovica žensk, dobra polovica udeležencev pa je bila stara med 30 in 60 let. Največji delež vprašanih živi v ruralnih področjih. Dobra tretjina je imela srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, med sodelujočimi pa je bilo zaposlenih 52% in upokojenih 27,7%. Glede lastnih življenjskih razmer je 20,5% vprašanih dejalo, da jim ničesar ne primanjkuje in se ne omejujejo. Večina, 55,1%, meni, da so varčni in se omejujejo v manj pomembnih stvareh. 18,3% jih mora zelo skrbno gospodariti, 3,6% se omejuje tudi pri nakupu hrane, 1,5% pa živi v pomanjkanju osnovnih dobrin oziroma v revščini. Te podatke smo zbirali zato, ker socioekonomski status lahko omeji in v veliki meri določa zdrave izbire. Prijetno presenečeni smo bili nad podatkom, da kar 83,8% vprašanih ni imelo diagnoze nevropsihiatrične motnje, vendar pa je hkrati več kot polovica vprašanih navedla, da ima med bližnjimi nekoga z motnjo v delovanju možganov. Skoraj 3/4 vprašanih je zdravje možganov opredelilo v skladu z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije in kar 84,7% jih je odgovorilo, da dobremu zdravju in delovanju možganov pripisujejo velik ali izjemno velik pomen za kakovostno življenje. Udeleženci so v več kot 50% kot motnje v delovanju možganov prepoznali depresijo in druge motnje razpoloženja, psihozo, demenco in možgansko kap, ne pa tudi odvisnosti, epilepsije, Parkinsonove bolezni, motnje avtističnega spektra, motenj pozornosti, hranjenja ali spanja, glavobola ali dolgega covida. Več kot polovica vprašanih meni, da lahko z zdravim načinom življenja in skrbjo za zdravje možganov izmed naštetih stanj preprečimo le depresijo in druge motnje razpoloženja, motnje spanja in možgansko kap. Lastno znanje o možganih je skoraj 3/4 ocenilo kot zadostno, dobra četrtina pa kot nezadostno glede na lastne potrebe. V sozvočju s slednjim podatkom je četrtina dejala, da aktivno iščejo informacije o tem, kako skrbeti za zdravje možganov, skoraj 2/3 pa sicer tovrstnih informacij ne išče in pa z zanimanjem prisluhne ali jih prebere, če nanje naleti. Med viri informacij po poročanju našega vzorca prednjačijo televizijske oddaje, posvečene zdravju, sledijo tiskani poljudno-znanstveni in informativni viri, osebni nasveti ali izkušnje prijateljev in znancev, nasveti osebnega zdravnika ali sorodnega strokovnjaka,
spletne poljudnoznanstvene objave domačih ali tujih strokovnjakov, spletne objave institucij in strokovnih združenj, znanstveno-strokovni viri in radijsko-informativne oddaje. Kot najredkeje uporabljene vire informacij pa so vprašani navedli nestrokovne objave na družbenih omrežjih in strokovna predavanja ali delavnice. Če ste se pred tem srečanjem torej udeležili tedna možganov, ste očitno v manjšini. Kot dokaj ali zelo pomembno za zdravje možganov je večina vprašanih prepoznala zdravo prehranjevanje, gibanje, ustrezen spanec, izogibanje drogam, alkoholu in poškodbam glave ter druženje in učenje novih znanj in veščin, ne pa tudi uživanje prehranskih dopolnil, ki domnevno izboljšajo umske sposobnosti. Večina vprašanih vse našteto, razen uživanja prehranskih dopolnil in izogibanja drogam in alkoholu, izvaja pogosto. Prehranska dopolnila večinoma uživajo občasno, drogam in alkoholu pa se po lastnem pričevanju večina oziroma več kot polovica vprašanih izogiba vsakodnevno. Pri skrbi za zdravje možganov kot najpogostejše omejitve sodelujoči navajajo pomanjkanje časa, motivacije in informacij o tem, kaj je potrebno in zadostno za ohranjanje in krepitev zdravja možganov. Ravno to informacijsko vrzel poskušamo v ekipi projekta Zdrav duh v zdravi glavi zapolniti s spletiščem zdravaglava.si, ki smo ga zagnali pred točno 4 leti. Na spletišču redno objavljamo laikom prijazne povzetke znanstvenih raziskav o različnih vidikih skrbi za zdravje možganov, ki jim za voljo konteksta praviloma dodamo tudi komentar zunanjega strokovnjaka. S povzetki tako imenovanih novic iz možganoslovja poskušamo pri obiskovalcih spletišča zanetiti navdušenje nad nevroznanostjo in znanostjo nasploh, ter obenem spodbujati kritično presojo, ki je v vsakodnevni poplavi različno zanesljivih informacij nujno potrebna veščina. Ker je za Sinapso, teden možganov ali spletišče zdravaglava.si slišalo le 14,9% vprašanih, nas pri učinkovitem naslavljanju javnosti očitno čaka še kar nekaj dela, vendar upamo, da vsaj nekatere med vami morda zanese na spletišče, vedno pa smo veseli tudi povratnih informacij, ki so nam v pomoč pri izboljšanju uporabniške izkušnje. Čeprav znaten delež vprašanih meni, da pri skrbi za zdravje možganov ne potrebuje pomoči, največji delež, skoraj 30%, meni, da bi jim skrb za zdravje možganov najbolj olajšalo sistematično izobraževanje in spodbujanje zdravih navad skozi vse življenje. Globalni akcijski načrt Svetovne zdravstvene organizacije, ki je izboljšanje zdravja možganov izpostavila med prednostnimi nalogami človeštva v tekočem desetletju, opredeljuje 5 strateških ciljev, ki naj bi jih človeštvo doseglo do leta 2031. Prvi med njimi je, da države članice prednostno naslovijo preprečevanje bolezni živčevja, saj bo breme teh bolezni v prihodnosti zgolj naraščalo. Ker strategije za učinkovito krepitev zdravja in preprečevanje bolezni možganov v Sloveniji še nimamo, so trenutni napori večinoma usmerjeni v omejevanje že nastale škode. Sinapsin program krepitve in varovanja zdravja Zdrav duh v zdravi glavi s podatki iz raziskave slovenskega javnega mnenja 2022/2 torej ponuja novo iztočnico za premislek o stanju in potrebah slovenske javnosti v izvajanju vseživljenjske skrbi za zdravje možganov ter za oblikovanje predloga nacionalne strategije preprečevanja motnj in bolezni v delovanju živčevja. Ključno je, da nam, bolnikom, skrbnikom, svojcem, strokovnjakom, raziskovalcem in odločevalcem lahko uspe le s skupnimi močmi. Zato naj bo današnji dan možganov v tednu možganov, ki poteka v znamenju različnih oblik sporazumevanja, priložnost za medsebojni posluh in usklajevanje pri oblikovanju tovrstne strategije, hkrati pa naj predstavlja tudi iztočnico za tvorno vključevanje posameznikov, ki se soočajo z različnimi motnjami v delovanju možganov in živčevja, v dostopnejšo in pravičnejšo družbo. Najlepša hvala za pozornost.
Sedaj pa na oder vabim člana gledališke skupine Društva gluhih in naglušnih Ljubljana v sklopu kulturne sekcije Vita Zupančič, gospoda Nejca Drekonjo in gospod Lado Orešnik, da nam predstavita kratko igro z naslovom Restavracija, ki jo je režirala Lada Orešnik.
Najlepša hvala igralcema. Prišli smo do izteka prireditve. Zahvaljujem se vsem, ki ste nocoj nastopili, vsem, ki ste sodelovali v raziskavi, vsem, ki ste pomagali izvesti raziskavo in vsem, ki ste bili danes z nami v Atriju ali nam sledite pri našem delu in nas podpirate nadaljavo. Upamo, da bomo skupaj tudi v prihodnje. Lahko noč.